Koliko pacientov imamo hospitaliziranih na infekcijski kliniki? Trenutno je hospitaliziranih skupno 14 bolnikov, 3 so v intenzivni enoti, 11 jih je na navadnem oddelku. Za koliko pacientov je še prostora na infekcijski in kdaj se začne hospitalizirati na drugih klinikah? Ja, trenutno širjenjem in odpiranjem dodatnega oddelka se sprosti še dodatnih 20 postelj, tako da nekaj prostora je še, hkrati pa sprejema tudi bolnica Golnik in pa Univerzitetni klinični center Maribor. Kolikšna je povprečna starost sprejetih pacientov? Trenutno je povprečna starost bolnikov okrog 65 let. Kakšni so najbolj pogosti simptomi, na kakšen način jih zdravimo oziroma lajšamo simptome? Najpogostejši simptomi so vročina, kašelj, pri teh, ki so bolj prizadeti, pa potem še potreba po kisiku, tako da te, pri katerih je nasičenost krvi z kisikom prenizka, dobivajo dodatek kisika, pri ostalih, ki tega ne potrebujejo, sledi ostalo simptomatsko zdravljenje, se pravi zniževanje vročine, lajšanje bolečin, drugega specifičnega zdravljenja pri lažjih primerih nimamo. Pri tistih, pri katerih ocenjujemo, da bi lahko šlo za težji potek bolezni ali so iz skupine, pri katerih je možen težji potek bolezni, se že odločamo za zdravljenje z zdravili usmerjenimi proti virusom in upamo, da bomo na ta način preprečili težji potek. Kakšen je ponoven protokol na vaši vstopni točki? Protokol ostaja enak, se pravi, načeloma mi želimo, da k nam prihajajo bolniki s težjim potekom bolezni in že potrjeno okužbo, zaradi tega, ker naše kapacitete ne omogočajo, da bi gledali vse bolnike, tudi tiste, ki so negativni, kar se tiče COVID, tako da to morajo še vedno triažo narediti na primarnem nivoju. Zdravljenje s paracetamolom ali ibuprofenom, če si doma? Trenutno ima prednost paracetamol, glede na to, da so za ibuprofen še deljena mnenja. Vsekakor je paracetamol ustrezna terapija za zniževanje vročine, tako da zaenkrat svetujemo to terapijo. Kako resno je stanje, nekateri še vedno nekako z roko odmahnejo? Glede na izkušnje, ki jih imamo iz drugih držav in to, kar se dogaja pri nas, je stanje skrajno resno, tako da se ne moremo tukaj zanašati na to, nič se nam ne bo zgodilo, to se nam ne bo zgodilo. Treba je upoštevati mnenje stroke in se tega tudi resno držati.